Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji DM Live, novem načinu nakupovanja v živo s pomočjo aplikacije Moj DM. Jaz sem še vedno Ajda Mlakar in zelo sem vesela, da se tudi danes družimo in spoznavamo zanimive teme iz sveta DM, čeprav danes res posebna oddaja, takšna, ki jo ne smete zamuditi, med drugim tudi zato, ker bosta z mano kar dva vrhunska vizažista, ki bosta predstavljala čudovite izdelke. Govorili bomo o izdelkih Maybelline New York in ja, kot lahko vidite, jaz sem že v prijetni družbi, tukaj le zraven mene. Naj najprej predstavim gosta, ki je prišel iz tujine, izključno in samo zaradi oddaje DM Live. Z nami je Aleksandar Džikić, uradni vizažist znamke Maybelline, tudi lastnik šole ličenja Maybelline v Beogradu in pa eden najboljših srbskih vizažistov. Dovoli, da to rečem, ker je res in ker vem, da se sam ne rad pohvališ. Pa nikad skoro, ali hvala, divno, tačno. Aleksandar, mi se bomo v novembru skupaj z DM-om odpravili tudi v New York. Ti si bil tam že mnogokrat, zelo dobro poznaš to mesto. Obožavam ga. I svi ćete ga znati, a vidjet ćete zašto. A uživat ćemo, pošto je ovo meni treći put sa DM-om, devojke su uvek toliko uživale da to nije normalno. Tako pravi, da boste zagotovo uživali vsi tisti, ki se boste odpravili skupaj z nami, glede na to, da je bil Aleksandar tam že trikrat. Vam bo lahko pokazal tiste skrite kotičke, ki jih je vendarle vredno obiskati, predvsem pa, glede na to, da ta termin obiska New Yorka sovpada tudi z Black Fridayem oziroma Črnim petkom, bo to tudi odlična priložnost za shopping oziroma za nakupovanje. Mimogrede, Aleksandar, ja, tako nas bo pa glava bolela, ko bomo prišli nazaj v Slovenijo in pogledali na svoj bančni račun. Ampak, Aleksandar, danes je tukaj tudi z eno prav posebno misijo. Danes boš po navdihu New Yorka ustvaril tudi en čudovit videz na našem modelu in mi se že zelo veselimo vsega tistega, kar bo nastalo pod tvojimi rokami. Vidjet ćete, baš sam pripremio jedan look koji zapravo zahteva vrlo malo šminke, malo proizvoda, a da se dobije taj kao New York vibe. Cool sam, baš ništa, možda se potrudila, a izgledam fantastično. Tako je, super je, kaj ti uporabil bo danes pri današnjem looku, torej samo izdelke, ki jih bomo tudi mi predstavili v sami oddaji, kar pomeni, da bomo poskušali poustvariti čim bolj enostaven videz, a ne takšnega, da ga boste res lahko brez težav preizkusile tudi same doma in kot že rečeno, danes boste slišali tudi čudovite ugodnosti, imamo prav na te izdelke, ki jih bo Aleksandar uporabil tudi pri ustvarjanju tega videza, ki pa ga je nekako, bomo rekli, navdihnil New York. Aleksandar, jaz predlagam, da gremo kar veselo na delo. Samo vi uživajte, časkajte, ja da radim. Tako je, mi bomo uživali, klepetali, nakupovali, medtem ko se bo Aleksandar posvečal našemu modelu. Dovolite pa mi, da predstavim, oziroma spomnim na še mojo današnjo gostjo, ki jo pravzaprav že poznate, Sabrina Vidović, bila si že naša gostja in že takrat smo vedeli, da ni bilo prvič in zadnjič, a ne? Ja. Sem vesela, da sem spet nazaj, vedno mi je fajn v vaši družbi in seveda v Maybellinovi, tako da. Tako, tudi ti si danes svoj videz poustvarila z vrhunskimi izdelki Maybelline New York, ki jih bomo torej danes poznavali tudi v naši oddaji, je tako? Ja, zdaj ne vem, koliko bo kamera ujela, ampak jaz sem naličena v taki dnevni look, jaz sem se potrudila res za takim nežnim make-upom, ki je nosljiv, ki ga bodo punce lahko nosile za različne priložnosti, ampak predvsem za takrat, ko si želiš pač malo osvežiti vse skupaj. Tako da jaz mislim, da bodo s temi izdelki lahko dosegle čisto enako, kot sem jaz. Absolutno in še enkrat spomnim, danes 40-kratne točke na vse predstavljene izdelke, kar pomeni, da boste lahko zelo ugodno napolnile vašo kozmetično torbico. Od danes pa do nedelje veljajo te ugodnosti, seveda v predhodni aktivaciji kuponov. In danes so kuponi še kako pomembni, tudi zaradi že omenjenega potovanja v New York, sanskega popotovanja, kajti ob aktivaciji kuponov za Maybelline New York boste torej lahko sodelovali tudi v nagradni igri. 5 čudovitih popotovanj za 2 osebi bomo poklonili, nagradna igra traja do konca septembra. Seveda pa se lahko prijavite tudi s pomočjo DM-ove spletne strani, tam imate zbrane vse informacije na kupu, tako da si lahko točno pogledate, kdaj se odpravljamo v New York in pa seveda tudi prijavite.
primeru, da ne boste slučajno imeli te sreče, da boste potovanja v New York kar torej dobili oziroma zadeli, a ne? Jaz sem zelo vesela in držim pesti, kajti to je res enkratna priložnost, da spoznate mesto, ki nikoli ne spi, in to s pomočjo vrhunskega vizažista Aleksandra, ki smo ga torej tudi prej spoznali in ki danes ustvarja ta čudovit look na našem modelu. Jaz sem pripričana, da bomo na koncu vsi fascinirani in seveda bomo Aleksandra tudi povabili nazaj v najino družbo, a ne, Ja, Sabrina, da bo malo pokomentiral. Mogoče bo imel tudi malo treme, tudi tisti vizažistka. Bomo videli. Danes smo obkroženi samimi vrhunskimi ustvarjalci make-upa, tako da res imamo srečo, kajti to bodo informacije iz prve roke. Vi pa še enkrat torej aktivirajte kupone, najdete jih v aplikaciji Moj DM pod razdelkom kuponi, torej tam jih aktivirate. Jaz predlagam, da kar vse in potem seveda nadaljujete z vašim nakupom ali v fizični trgovini DM s pomočjo QR kode, ki vam jo zgenerira aplikacija Moj DM, ali pa seveda kar v udobju vašega naslovnjača, torej s pomočjo aplikacije Moj DM. Ti si že bila v New Yorku sicer? Nažalost ne, je visoko na moji listi želja. Zagotovo se bom enkrat odpravila, ker mi je všeč ta, ne vem, občutek New Yorka. New Yorkčani so taki posebni ljudje, imajo radi drzno, pa moda je tam v spredju. In se mi zdi, da bi vsak moral iti mogoče po malo inspiracije, ki jo potem preneseš domov. In pa seveda bi rada šla na en dober shopping. Ja, shop till you drop, radi rečejo tam, a ne? Torej, omenila sem že, tudi ti si svoj današnji videz ustvarila s pomočjo danes predstavljenih izdelkov. Te je kakšen še posebej navdušil? Pa jaz bi rekla, da vsi kot celota zelo dobro delujejo skupaj, zato mi je ravno Maybelline kot znamka tako pri srcu, ker je dejansko že od najstniških let z mano. To je ena izmed prvih znamk, ki sem jih jaz sploh odkrila. In vse od takrat naprej vedno dodajajo neke novosti, ampak so vse take, ki jih vsaka ženska zelo enostavno vključi v svojo vsakodnevno rutino. Tako da je res pač nabor, kot vidite, ogromen. Tako, nabor je odličen, zdaj rabimo spoznati samo še tiste tehnike, ki vam bodo pomagale, da boste znali te izdelke tudi dobro uporabiti in da boste dali še tisto zadnjo piko na i, ki nam manjka vsem. A ne, vsi lahko s pomočjo dobrega make-upa in z dobrimi tehnikami pokažemo najlepši del sebe. Malo zažarimo, dodatno skrijemo kako nepravilnost, poudarimo, kar nam je všeč na nas, tako da to je vse umetnost. Tako je, umetnost ličenja. In mogoče še to 5 paketov bomo tudi poklonili. Jutri oziroma pojutrišnjem boste nagrajenci objavljeni na DM-ovi spletni strani, torej danes res en kup enih ugodnosti. 5 paketov nagrad, 40-kratne točke na danes predstavljene izdelke in pa seveda ne pozabite aktivirati tudi kupona za sanjsko potovanje v New York, kajti 5 srečnežem bomo torej polepšali življenje z doživetjem, ki ga ne boste nikoli pozabili. Tako, tudi klepetalnica je aktivirana, bova pa tudi midve verjetno še vmes odgovorili na kakšno vprašanje. Če bo le čas dopuščal, danes imamo res toliko enih lepih presenečenj za vas in verjamem, da bo tale oddaja res zelo pestra. Torej, že prej sem omenila, tudi črni petek bo sovpadal s tem našim obiskom New Yorka in pa, ko govorimo nekako o začetku našega ličenja, kje začnemo, Sabrina? Vedno začnemo pri tekoči podlagi. Tako je, točno. To je nek temelj, ne, za dober make-up. Se strinjaš tudi ti, a ne? Ja, se. No in to je tudi najin prvi izdelek, ki ga predstavljava danes, tekoča podlaga Superstay 24 Skin Tint. Kot že samo ime pove, gre za zelo obstojno podlago. Torej, danes si jo uporabila tudi ti na sebi, a ne, če se ne motim? Ja, sem že zjutraj v bistvu, oziroma dopoldan, zdaj je že kar malo pozno in podlaga še vedno zelo lepo drži, ni je treba niti popravljati. Se mi zdi, da je to res taka podlaga, ki je zelo enostavno z njo delati, tako da tudi če so punce začetnice ali pa če gleda kdo, ki je že profesionalec, mislim, da bo našel v tej podlagi nekaj, zato ker je enostavna za uporabo, dolgo obstojna je, v lepem naboru odtenkov je na voljo in kot vidiš je ta kapalka, pipeta, s katero lahko res dobro doziraš, ker tega pudra ne potrebuješ dosti, že manjša količina je dovolj za nek naraven izgled, se pa da seveda graditi, za večeren make-up pa lahko dajete malo več in po potrebi seveda odvisno od tega, kako koža sodeluje z nami, če je kak mozolček ali kaj več, bomo pač malo več donesli in zelo lepo izgleda. Ja, ampak je pa hkrati zelo lahka, čeprav je prekrivna, je zelo lahka in verjamem, da je takšen potem tudi občutek na koži. A ne, nihče ne mara, a ne, da ga po nanosu podlage kaj zateguje, da so ti neprijetni občutki. No, takole je podlago Superstay 24 Hours nanašal tu
tudi naš Aleksander iz Beograda, vrhunski vizažist, kako lepo sovpada tudi izbran odtenek s tenom kože našega modela. Naj povem sicer, da midve imava tukaj pred sabo odtenek številka 23, vse te ugodnosti, torej 40-kratne točke, pa veljajo tudi na vse ostale odtenke, tako da se ve, da vi izberite tistega, ki najbolj ustreza vam in vašemu tipu kože. Tukaj moramo biti zelo pozorni, kajti največja napaka pri izbiri podlage je prav to, da ne zadanemo svojega pravega odtenka. Kaj bi svetovala, Sabrina? Kako v trgovini nekako se lotimo tega procesa? Ja, jaz bi najprej rekla, stopite kam na res dobro svetlobo, mogoče celo poiščite okno. Skratka, pomembno je, da to podlago zbiramo v neki dobri svetlobi. Potem pa je pomembno, da pogledamo celo telo, torej ne samo obraza. Obraz je velikokrat mogoče rdečkast ali pa je mogoče bolj svetel, glede na to, da si obraz čistimo, pa peelingi in razni kozmetični pripomočki, ki jih uporabljamo, znajo narediti, da je pač obraz malo svetlejši. Tako da pogledajte celo telo in potem mogoče probajte tu na čeljusti, zato ker je to mogoče nek prehod med vratom, dekoltejem in obrazom. In seveda je zelo pomembno, da se to nekako ujema, koliko se le da. Tudi ušesa. Ja, dejansko. Absolutno. Sploh, ko imamo spete lase, je zelo pomembno, da je to vse povezano. Tako da to bi rekla, pa seveda podton pazite. Eni so bolj rumeni pudri, eni so bolj rdečkasti, imate tudi kaj vmes, tako da to bodite pač pozorni, res najdite tistega, mislim, da je kar lepa izbira in da je za vsakega nekaj. Tako je, pestra paleta, vsak bo našel nekaj zase, sploh ne dvomim. Mogoče še to, kako pomembno je nanašanje podlage. Bi izpostavila kaj, na kar moramo biti še posebej pozorni, Sabrina? Jaz bi pri podlagi mogoče se vrnila na začetek in rekla, da je zelo pomembno, da je že sama koža dobro pripravljena, tako da je treba paziti na nego, na to, da delamo peelinge, da skrbimo za svojo kožo, ker je potem vseeno bude tista pika na i. In če je podlaga dobra, bo seveda zakrila se nepravilnosti, ampak če hočemo tisto perfektno podlago, pa je super, da je tudi koža negovana, lepa, čista seveda. Tako, peeling se mi zdi, da je kar dobro, da poudariva. Ja, sploh recimo pred kakšnimi večjimi dogodki, ko res želimo zablesteti vsej svoji lepoti. Peeling in še enkrat peeling, da potem res lahko sploh podlaga pride do izraza. Po podlagi zelo pomemben nanos korektorja, kakopak. Korektor z gobico Instant Anti-Age Eraser. Mi da imamo tukaj odtenek 01, light odtenek je to. Kaj te je pa tebe navdušilo pri tem? Ta korektor je pa, po mojem, ne samo moj favorit, ampak bi se kar marsikdo strinjal, da je to eden izmed izdelkov, ki je res v Maybellinu prava zvezda. Razlog je zato, ker dejansko zelo lepo pride na kožo, torej lepo se poveže s kožo, ampak kar je pomembno, to, kar je že v imenu, anti-age, če se ti začenjajo pojavljati kakšne gubice, pa tudi mlajši že imajo tu spodaj kakšne gubice in se potem korektor noter vseda, to ni lepo, no ta korektor pa se ne vseda v gubice in izgledaš pač res pomlajen in jaz ga ne morem prehvaliti in res je odličen tudi zaradi tega nanosa, ker ga lahko vržeš v torbico, sredi dneva popraviš kaj v avtu, recimo, ne rabiš dodatnega čopiča. Tako da same pohvale za ta produkt. In prosto gobico, potem lepo tako tapkamo po tem predelu pod očmi, da res lepo unesemo tudi v globje plasti kože ta korektor, da se to potem nekako zgledi in drži cel dan. Seveda, zelo je obstojen, tako da tudi, ko ga enkrat naneseš, se mi zdi, da ni potrebno popravljati ničesar, ostane na mestu. No, tukaj le vidimo, da ga je na Violi našem modelu uporabil tudi Aleksander, ki pravi, da je to nepogrešljiv izdelek v kozmetični torbici, priporoča ga v dveh odtenkih, eden naj bo svetlejši, drugi temnejši. Zdaj, zakaj nam bo zagotovo razložil malo kasneje, kajti, kot že omenjeno, na koncu bomo z njim poklepetali o tem končnem luku. Danes vam imamo res priložnost spremljati tole zdaj direktno iz našega lepotilnega kotička in se že veselimo končnega izdelka. Absolutno bomo tudi danes uživali o pogledu na lepo stvaritev, sploh ne dvomim. Nazadnje si ustvarjala ti, se spomniš? Tudi ti si se odlično odrezala. Danes pa nam pomagaš s čudovitimi triki in me zanima, imamo tudi kakšnega v rokavu, kar se tiče korektorja, ki bi nam seveda prišel še kako prav? Zdaj, jaz bi mogoče predlagala, če še kdo ni poskusil, preden si daš senčke na veko, je mogoče fajn dati tako tanko plast korektorja, zato ker se senčke zelo lepo primajo gor, bolj so pigmentirane in hkrati dlje zdržijo, ker sam puder je malenkost drugačne strukture kot korektor. Korektorji so ponavadi bolj gosti.
velikosti. Tako da to je ena stvar, ki jo mogoče jaz predlagam in to naredim čisto vsakeč, ko se ličim. To je torej korak, brez katerega Sabrina ne gre iz hiše. Ne. Dobro, tudi to si velja zapomniti, ne? Kot si velja zapomniti, da so obrvi v okviru obraza. Zdaj, ne vem, tretji izdelek je svinčnik in gel za obrvi, 2 v 1, Build a Brow. Mogoče, zakaj torej prav ta izdelek naslednji? Zakaj je takšen vrstni red? Mogoče se kdo vpraša, zakaj pa zdaj že sledijo obrvi, glede na to, da smo komaj naredili popolno podlago. Ampak je zelo pomembno, da mogoče začnemo potem z obrvmi, ker obrvi so tak okvir obraza, kot si sama rekla, in ti dajo neko smernico za to, kakšne senčke, koliko senčk, kako temne bronzerje uporabiti. Če imamo kak dan bolj tak svež make-up, bomo naredili nežnejše obrvi in bo potem posledično vse bolj nežno. Tako da jaz bi rekla, da tudi če si narediš obrvi, potem že izgledaš lepo in so vse ostalo samo pike na i. Absolutno. Je treba biti na kakšen korak posebej previden, ko uporabljamo ta izdelek? Je kakšna stvar, ki bi jo recimo izpostavila? Lahko je kaj narobe? Po moje lahko gre narobe, če ga preveč nanesemo. Vseeno je treba z izdelki za obrvi delati nežno, zato ker so obrvi lahko hitro pretemne, premočne in si potem nismo všeč s takimi obrvmi. Ampak se mi zdi, da je ravno pri tem izdelku super, ker ima 2 dela. Torej na eni strani je gel, s katerim lepo razčešemo obrvi, da dobimo tako popolno, privzdignjeno obrv in tudi dlačice ostanejo na mestu. Takole ga uporablja naš Aleksander. Torej najprej je dorisal, najprej je dorisal makajoče delčke obrvi in potem še na nos, s tem Gre gelom. oboje, seveda pri make-upu je vedno možno delati različne stvari, ni samo ena omejitev ali druga. Jaz sem vajena najprej počesati, zdaj vidimo drugo verzio, tako da ravno to je super, da smo vsi danes tukaj, da vidimo različne tehnike in jaz mislim, da vsak na to najde v svoji rutini neka stvar, ki mu odgovarja in bo potem temu sledil. Ampak pomembno je, da so razčesane, lepo dopolnjene in potem se mi zdi, da vse ostalo že kar izgleda lepo na obrazu. Kot si rekla, okvir obraza so obrvi in če nekako poskrbimo, da ta del našega telesa stoji tako, kot je treba, tudi če si mogoče takrat privoščimo, samo neko dobro podlago in urejeno obrvi, ste že pripravljene tudi za kakšno fino kavico, sladičko v mestu in podobno. Zakaj pa ne? Sploh zdaj v teh mesecih, ko je še kar precej vroče, čeprav smo že zakorakali v september, je mogoče včasih res manj več. Tako. Tudi to je trend, se mi zdi, ne? Ko so že ravno pri trendih, kakšni so pa kaj trendi pri oblikovanju obrvi? A smo še vedno pri bolj močnih, debelejših obrveh? Zdaj nekaj časa nazaj so res prišle v modo te ekstremno poudarjene obrvi, zelo razčesane, goste. Zdaj pa se mi zdi, kot da spet iščemo neko sredino, torej še vedno poudarjene obrvi, še vedno se mi zdi, da nismo v tistem času, ko bi si zelo tanke obrvi delali, nikoli ne veš, kam nas pripeljajo modne smernice, ampak trenutno se mi zdi, da je pomembno, da so urejene, lepo poudarjene, neko zlato sredino lovimo in da so pač, čudovite. Jaz sem zelo vesela, da so šle iz mode tiste tanke črtice, ki so jih, ne vem kdaj, okrog 90-ih, so jih nosile. No, ampak kakorkoli, trendi se spreminjajo in mi jim sledimo skupaj z odličnimi izdelki Maybelline. Mogoče še to, danes smo že večkrat omenili, pa še bomo, ker gre res za vrhunsko priložnost, ki je ne smete zamuditi. Novembra se odpravljamo na naše sanjsko popotovanje v New York, že neka tradicionalna stvar, ki jo DM prireja že kar nekaj let skupaj z Maybellinom in veseli bomo, če se nam pridružite tudi vi, prijavite se lahko na DM-ovi spletni strani, sicer pa ob aktivaciji kuponov, ki jih že najdete v kupon centru, lahko torej sodelujete tudi v nagradni igri, v kateri bomo 5 srečnežem omogočili počitnice v sanskem New Yorku. Mislim, to je pa res lepa priložnost. Vsak bi šel po moje. Predstavljaj si, da ti to zadaneš. Mislim, jaz vem, da bi bila zelo, zelo vesela. Pa ti? Sanjsko, tako kot si rekla, sanjsko potovanje. Tako je. Tako kot je sanjsko tudi, kadar človek najde pravo maskaro zase. Vemo, da jo dolgo časa iščemo, potem pa jo najdemo in jo ne izpustimo več. To je nekaj, spet bomo rekli,
Osnoven izdelek v naši toaletni torbici. Vezno. To je, se mi zdi, tudi prvi izdelek, ki ga vsaka mala punčka želi testirati. Ne? Res je, ampak je treba biti pozoren, ne? Če si mali, da se kam ne špikneš. Skratka, pozorno, če nas gledajo kakšni otroci, poskusite to v družbi vaših staršev. Predvsem pa ne, zdaj imate res priložnost, da se pa naučite tudi tiste trike s pomočjo najboljših vizažistov. Midva imava tukaj pred sabo maskaro Lash Sensational Firework. Lahko rečeva, da gre, da je efekt te maskare kot en tak ognjemet nad New Yorkom, ki pritegne pozornost, skratka, ko jo nanesemo, postanemo neustavljivo privlačne. Res je, dobro si to besedila. Skoraj bi res lahko tako rekli, ker ta maskara daje to, kar ženske iščemo, torej in hkrati da podaljša trepalnice in da jim doda volumen. To je kar težko najti v maskari in tudi ni vsaka maskara za vse trepalnice, medtem ko ta je zaradi te ščetke taka, da zaobjame tudi tiste najmanjše trepalnice. Tako da tudi tiste, ki mogoče niso najbolj obdarjene, če se borite s tem, da imate krajše trepalnice, ta maskara bo naredila veliki efekt, tudi če so manjše. Če so pa daljše, pa seveda zelo lepo še podaljša in se mi zdi, da so potem oči tak poudarjene in čudovite. Ja, tudi ti si jo nanesla danes, zelo lepo izgleda. Prav tako pa tudi Aleksander, pravkar jo, tole si najprej ti, kako lepo si jo nanesla, vidim, da imaš tudi ti ta cikcak. Iz doma, tako. Cikcak princip, ne, bomo rekli, ki je kar nekako zdaj že prišel v navado. No, da vidimo, če ta princip uporablja tudi Aleksander. Tole je naš model Viola, pravi pa, da Aleksander vedno nanese 2 sloja, torej prvi sloj je ta cikcak, da gremo čisto do korena, potem drugi sloj, ki se nanaša, je pa bolj osredotočen samo na zadnji del trepalnice, je tako? Ja, jaz bi se kar strinjala, se mi zdi, da s tem cikcakom pridemo res do korena, potem pa, če hočemo še tisto piko na i, kar ponavadi hočemo, pa seveda še malenkost dodamo. In tudi tako, kot smo se tudi pogovarjali, te kotičke lahko malo potegnemo, to naredi ta lepi mači efekt. In po moje to ženske, kar tak lahko mogoče malo zgleda kot eyeliner, tako da izkoristite te male trike, ker se da narediti marsikaj z manj izdelki. Res je, pravzaprav maskara lahko že zelo regulira obliko vaših oči, če jih češemo, naše trepalnice, bolj v ta zadnji kotiček, res dobivamo bolj ta mači videz, to se pravi, da res podarimo bolj kotičke, ki jih mogoče potem še malo zasenčimo s kakšno temnejšo senčko. Skratka, možnosti je ogromno in danes res poznavamo, da je služba vizažista res kot služba umetnika. Ja, vsak dan lahko kaj novega preizkusiš, sploh ko so novi izdelki, se malo igraš, tako da odlična služba. Torej, ti si jo pa uporabila za svoj današnji izgled in jaz recimo nisem namazala spodnjih trepalnic, kot je mogoče vidno. Meni je to, ko sem čisto nežno namazana, lepše zaradi tega, ker hočem ta lifting efekt. Če pa potem dodam malo več make-upa, pa seveda namažem tudi spodnje trepalnice. Tako da spet različne možnosti so na voljo. Kdaj uporabiš mogoče tudi 3 plasti? Zdaj mi nekako govorimo o 2 plastih. Ja, tudi 3 sem že uporabljala. Tudi že več kot 3, bodimo iskreni. Zato, da dosežemo tisti končni rezultat. Ampak če je maskara dobra, če ne sprime trepalnic, ni problem, Ne, lahko si Če pa vmes pustimo, da se rahlo posuši in potem namažemo, imamo pa še tisti efekt bolj umetnih trepalnic, že skoraj da. Ja, spet odvisno, kaj komu všeč in kakšna je priložnost za zvečer, bi jaz rekla, da si kar dajte duška in naličite še en sloj dodatno, zakaj pa ne? Tako je. Maybelline New York, tekoča šminka Superstay Vinyl Ink v odtenku 145 je najina naslednja zvezda. Naj povem, da sta tudi to šminko navdihnila drznost in posebnost prebivalk New Yorka. To je tekoča šminka, to je njena posebnost. Imava jo pred sabo. Ink je v bistvu kot tinta, črnilo. To verjetno nakazuje na zelo veliko obstojnost te šminke, obstojnost, pigmentacijo, vse to združuje v tej eni mali šminki in jaz sem navdušena, da je Maybelline naredil tak izdelek, zato ker vedno iščemo to obstojnost, ki jo ponavadi dobimo pri mat izdelkih, ampak tokrat je pa ta sijoča verzija in je prav tako obstojna. Tako da s to šminko dejansko lahko skoraj ves dan zdržiš, brez da moraš popravljati in tudi odtenki so zelo lepi in veliko jih je, tako da v vseh možnih kombinacijah barvnih. Če si ga recimo malo nanesem zdaj na roko, res zelo pigmentirana šminkica, ki
Mimo grede tudi Tudi lepo diši, diši. ne? Tudi to veste. smo ugotovili, ja. Ženskam je to pomembno, pa glede na to, da je to blizu nosu, a ne, mora biti to nek prijeten von. Sicer pa zveste gledalke in gledalci DM-a tako ali tako vejo, da sem jaz obsedena z voni in da čisto vsako stvar najprej povoham. Odlično. Skratka, tudi nekaj, kar bi lahko rekli, da je must have. Ja. In nekaj, kar absolutno ne rabimo uporabljati samo na ustih, Ampak tudi lahko uporabimo na drugih delih obraza. Jaz bi najbolj priporočala seveda lička in pa seveda lahko to uporabimo tudi na vekah. No, Aleksander je sicer začel z usti, a ne? Najprej nanesel na usta. Ja. Čeprav se mi zdi nekako, a ne? Ja. Da bi lahko vsaj po tem videu sodeč potem povedal sam. Ja. Se mi zdi lahko, da je malo kombiniral rahlo tudi še na ličkih tole. Ja. Ti si skoha, ti povej. Ne vem, ne bom nič rekla, da ne bom kaj narobe povedala, ampak jaz mislim, da je to zelo dobro znal uskladiti z ostalim obrazom, tako da bomo ga počakali in slišali od njega. Jo, jaz se že veselim tega trenutka, ko bo prišel spet nazaj k nam v studio in vse skupaj pokomentiral, ampak še prej naj spomnim, 40-kratne točke na vse danes predstavljene izdelke. Danes, drage dame, imate idealno priložnost, da svojo kozmetično torbico napolnite nekoliko ceneje, predvsem pa z res kvalitetnimi izdelki, ki vam bodo lahko služili v vseh letnih časih, ki jih boste lahko kombinirale. In če nas danes dobro poslušate, ste torej že spoznali tudi nekaj odličnih trikov, kako boste lahko svoj vrhunski videz še nekoliko bolj nadgradile. Tako. In to je naslednji izdelek, ki je, bi nekako rekli, ga lahko kombiniramo s tole tekočo šminko, kajti pred nama je gloss za ustnice Lifter Plump, Pink Stink oziroma 003 odtenek za vse tiste, ki bi mogoče želeli prav ta odtenek. Sicer pa se veste, ugodnosti, še enkrat poudarjam, veljajo za vse odtenke, tako pri podlagah, šminkah, glosih, ki smo jih danes predstavili, tako da seveda izberite tistega, ki najbolj ustreza vam. Ja, to je pa gloss, ki se lahko uporablja ali samostojno, ali pa se kombinira preko vinil šminkice ali pa katerekoli druge šminke. Bo zelo lepo izgledal, v bistvu pa doda tisti sijaj, piko na i. Se mi zdi, da je zdaj sijaj in na ustnicah in na obrazu nekako spet nazaj, da si ne želimo več tistega suhega mat looka, ampak želimo vse malenkost bolj sijoče. In ustnice so pravi način, da damo to sijočost nazaj na obraz. Tako da meni osebno zelo priljubljen izdelek, ima pa noter malo čilija, če se ne motim. Ja, res je, čili papriko. Čili papriko in to naredi taki topli občutek na ustnicah in že po minutki, dveh se začne ustnice tako še malenkost večat, volumen prihaja in so seveda še bolj poudarjene. Tako da, ja, takaj pa ne bi še malo poudarili, ne, ustnice imamo vsi radi malo. Tisti, ki spremljamo tvoj Instagram profil, vidimo, da si ti ta izdelek rada nanašaš samo na sredino ustnic. Ja, to je res, to je še en taki trik, ki ga lahko uporabite. Sploh ni potrebno, da si namažete cele ustnice, ampak date po sredini in potem dobijo ta taki lepi 3D efekt in se da tudi lepo kombinirati z linerjem, brez linerja, skratka vsestranski produkt. Midve sva sicer vmes dobili že kar nekaj vprašanj, ampak sva tako zelo klepetali, da jih nisva uspeli še opaziti. Zdaj pa torej vprašanje zate. Ali je podlaga, torej, ki smo jo predstavljali najprej, da še enkrat spomnim na njo, torej gre za Superstay podlago 24 ur, ali je ta podlaga primerna tudi za tiste, ki se veliko potijo? Jaz bi rekla, da ja, zato ker je res obstojna, ker pri potenju je tako, da ga zelo težko ustavimo, lahko pa samo nadzorujemo to, kaj se bo z make-upom zgodilo, ko se potimo. Zdaj je pač bilo obdobje vročine, jaz srčno upam, da bo zdaj to obdobje tudi kmalu konec in se bo potenje tudi ustavilo, ampak bi rekla, da ja, zato ker je obstojna. Vedno, kadar se potite ali pa če imate težave z masno kožo, z raznimi temi stvarmi, iščite, da na podlagi piše 24 ur, ne vem, long staying, te ključne besede iščemo in ta podlaga zagotovo bi 100% priporočala, da se preizkusi. Je pa ta podlaga torej tudi primerna za že nekoliko bolj zrelo kožo, kjer so že opazne tudi gubice, se ne useda v gubice? Se ne useda, ne. Je primerna za mlado kožo, ampak se mi zdi, da za mlado kožo je skoraj da vse primerno. Če je dovolj prekrivno, da prekrije kakšne mladostne mozolčke, potem bo primerna večina podlag. Potem, ko pa se nam začnejo pojavljati kakšne gubice, kakšne stvari, ki nas motijo na koži, ki jih ne želimo še poudariti, pa je treba iskati podlage, ki so primerne za to in tudi tako, kot sem že rekla, iščimo lahke podlage, kot je ta. Daleč v stran pa pojdimo od vseh pudrastih zadev, če nočemo poudarjati gubic. Tako da za zrelo kožo absolutno pride v poštev.
Ja. Super, hvala lepa za tvoj odgovor. Zdaj pa Veseljem. mislim, da je čas, da v najino sredino znova povabimo našega današnjega gosta Aleksandra, ki je samo za nas prišel direktno iz Beograda. Lepo prosim, Aleksandar, res smo veseli, da si danes z nami. Ja, boga mi iz Rudnika. Radio. Ja, mislim, delal si zdaj res eno zelo pomembno stvar. Mi smo te vmes malo opazovali, smo tako kukali malo, veš, da smo videli vse postopke dela. I slušao sam vas. Si nas slušal. Jesam. Super su ti tvoji trikovi. Super. Super su, jes. Tudi ti nam boš zdaj razkril kakšnega svojega, ampak najprej bi te vprašala, Aleksandar, kateri od izdelkov, ki si jih danes uporabil, je najpogosteje v tvojih rokah? Pa ono što ja najviše volim Ja? da koristim, to je ovaj. Aha. Razer Anti-Age. Ja? Znate zbog čega to volim? Zbog mojih godina. Jer i ja nekad izgledam zaista ko iz đubreta, a moram da se snimam za televiziju kao ti, tako da neki intervju i onda moram da ga stavim. Ali recimo volim da ga s njim možete ceo make-up da uradite. Jer ima tamnije nijanse, svetlije za srednji deo lica, tamnije za spoljni, okolo, dakle da suzite malo, da smanjite nos, da istaknete bradu ako je uvučena ili obraze da podignete sa svetlijim, znači sve ono što je svetlo je ispupčeno, sve što je tamno je uvučeno, tako da njega najviše volim. Jer stvarno ne ulazi u bore, kao što ona rekla, najmanje u stvari ulazi u bore. Ne postoji taj proizvod, još uvek taj koji smisli taj proizvod, taj će dobiti Oskar. Torej, Aleksandar je zdaj povedal eno zelo pomembno stvar, ki vam bo olajšala delo. Torej, z pomočjo tega korektorja si lahko praktično ustvarite skoraj da cel videz, čemu seveda pridružite še temnejšo različico, boste lahko s temnejšim korektorjem zakrili, zožali tiste predele, ki bi jih mogoče želeli malo skriti ali torej, kot že rečeno, zožati. To nam pomaga predvsem pri ličkah, a ne? In kot je super omenil, tiste stvari, ki bi jih pa radi poudarili, a ne, ponavadi je to ta črta na sredini nosa, malo korektorja tudi tukaj, a ne, da malo odpremo obraz, da malo dodamo te svežine. Ne? Svežina je tista, ki si jo želimo sploh v teh, zaenkrat bomo rekli že poletnih mesecih, ko je nasplošno manj več in ko res ne potrebujemo veliko izdelkov za to, da dosežemo vrhunski videz. Poleg tega pa je Aleksandar zelo pohvalil tudi to gobico, ki nam s pravilnim nanosom pomaga, da nam torej ta korektor res ne gre v te gubice spodaj. To je zelo nehvaležno. Jaz bom tukaj izpostavila sebe. Jaz imam rahlo udrte oči in to je idealen poligon za te male gubice. Zato je tukaj treba res zelo paziti, kakšen izdelek se uporablja in predvsem tudi, kako se ga nanaša. In zagotovo tale Maybellinov je... Ali dobro je što može da se bilda. Ja, Možete da ga dodajete ako vam se tokom dana malo skine, tako da nećete napraviti neku gomilu šminke teške. Nego je blag, on je prosto, ima jedan trik, sad ću se setiti. Kad god recimo ja profesionalno šminkam i sad moja šminka treba trajati ceo dan. I ja kad pošaljem tu ženu, ćao, ja nje vidim. I onda kažem, kada vam prođe neko vreme, izvinite prste, kao da ga ponovo replicirate. I to će vam se samo izgledati isto. Odlično. Ako se naprave crtice. Ja, torej, tudi s prsti si lahko pomagate pri blaženju teh malih gubic pod očmi, predvsem pa, a ne, zelo praktičen tako za vašo torbico, tako da tudi, če boste ga korektor dodajali še tekom dneva, se ne bodo zgodile nobene grudice, ga lahko gradite na že dodelano podlago. I kad su vam recimo usta malo pala, posle 40. 50. malo dole, samo korektorom dajete taj svetliji deo, da malo Joker efekat. Torej, tudi kotički ustnic so idealni za nanos tega svetlejšega korektorja, ker vam korektor torej kotičke malo privzdigne in tako ste videti bolj sveže, bolj mladostno, predvsem pa tudi bolj nasmejano. Aleksandar, na Violi si ustvaril en res čudovit look, to smo videli, navdihnil ga je New York. Glede na to, da si bil ti že 3-krat v New Yorku? 3 puta u New Yorku sa DM-om. S DM-om? I nekoliko puta na Fashion Weeku kao šminker. Bravo. Torej, povej mi, kakšna je posebnost videza New Yorkčank? Kaj imajo? Tisto nekaj, ja? Vibe. Taj vibe, mislim, ok, grad. Grad znamo svi. Gledali smo go Sex and the City, gledali smo u svim serijama, u svim filmovima njujorškim. Tako da, kad budete otišle u New York, devojke, to je zanimljivo, neće vam biti nepoznato ništa. Sve će vam biti poznato. Kao da ste tu bile 100 puta. To je čudno kod New Yorka. Muzeji, da vam ne pričam, kultura, umetnost, Broadway. Shopping. Shopping, spremite. Muževi, spremite kartice.
Ne, opasan je shopping. To sam pričao sa mojim prijateljicama. Ko kupuje u Njujorku, odnosno Americi, naročito na Black Friday, taj više neće kupovati u Evropi. Sad je on zeznuto za jedem. Šalim se, naravno, ali to su rasprodaje koje mi ne možemo da zamislimo u Evropi. To su, vidjet će, mislim, kad budeš išla u Njujork, vidjet ćete ceo Njujork je u roze kesama od Victoria's Secret. Se vi vukljaju kese kao da gaća nema da se kupuje. Bukvalno. Torej, res lahko računate na prave popuste, kajti DM-ovke in DM-ovci se v New York odpravljamo prav v času Black Friday oziroma Črnega petka, tako da popusti bodo na višku in mogoče si boste lahko privoščili kakšno stvar, o kateri že zelo dolgo sanjate. Tako kot smo mi sanjali o tem, kako bo izgledala naša Viola in sedaj smo jo imeli pred sabo vso bleščečo. Daj opiši malo njen look. Pa to je look koji u stvari ja volim najviše. To je taj kao make-up, no make-up look, ali sam ga malo u roze pretvorio da bude fresh. Jer mi će, kad budemo išli recimo u novembru u New York, proći će ova divna boja koju smo dobro radili, pekli se, pa ćemo biti tako bledi. Na ta bleda lica, ta roze, obraze, kao blush, daje taj malo, bila sam kod babe na selu i jela mleko, pila sveže jaja, tako da dobijem tu svežinu. Ja sam ga dopunio malo sa eyelinerom, ja volim taj, bila sam nekad mlada i stavljala sam eyeliner. Nekako valjda sve vreme pričam o ženama koje su moje godište, jer vrlo često taj aging je zeznuta stvar, sad se već kampanje prelazi sa tim i ja volim da podržim sve žene u svim uzrastima da postoji mogućnost za sve vas. Kao što je rekla i ona, da je ovaj puder koji je zapravo namenjen mlađoj koži, može da koristi zrela jer ima blage čestice svetlucave, pa daje taj plump efekat. Mnogo je dobro to što si rekla, je li tačno? A ta rozikasta senka daje svežinu, maskara već, naše maskare su poznate worldwide da su jedna od najboljih. Mislim da, ono što sam u stvari hteo da kažem, ja sam ovaj proizvod koristio, pošto nismo pripremili nikakve senke za oči, kao senku za oči i kao rumenilo, kao blush. Tako da dobije taj kremasta struktura ovog ruža, daje na obrazima tu prirodnu masnoću, ne sad burek masnoću, nego onako sve, malo sam se pljesla, pa se zarumenela. Fantastično. Torej, zdaj slišali smo, da nekako je stremel k temu, a ne, Aleksandar, da je ta videz izgledal čim bolj sveže, čim bolj na nek način naravno. Zdaj nam je tudi izdal, prav so predvidevali, Sabrina, da je torej tole tekočo šminko uporabil tako na ustih, kot tudi na ličkah in tudi na rahlo na vekah, ki pa jih je potem za to zadnjo piko na i uokviril še z eyelinerjem, zato da se malo spomnimo na našo mladost, kajti ponavadi bi prav eyeliner tisti prvi kos ličil, ki smo ga uporabile, mislim, vsaj poskušale smo ga. Koliko uspešno to ne znamo, ali bilo prvo iskustvo. Ruž i kreon. Točno to. In hkrati, če uporabljamo recimo tekočo šminko tudi na ličkah, dobimo še ta zdravi sijaj, ki nekako tudi paše, prija naši koži. Tudi recimo starejšim, ki nekako si naredijo večjo uslugo s tem, da imajo ne popolnoma zamatirano kožo, ampak da ostane nekaj tistega, zdaj bo nekaj po domače žmohtnega občutka, Jeste. Naročito ispod očiju. Tu nikako nemojte da matirate teškim puderima u prahu i to, onda se još više bore vide. Tako da ja kažem ženama kad stavljaju korektor, stari, mislim, zrelija koža, da ga ostave u prirodnom, tako, integralnom obliku. Bez ikakvog fiksiranja i, ne znam, bakinga, ne daj Bože. Nećete sutra snimati nikakav spot pod vodom, tako da nemoj da brinete. Torej, tudi pri korektorju, ki ga nanašate pod očmi, je dobro, da ga sploh potem, ko ste starejši, ko želite malo te gubice prekriti, da ga ne fiksirate. Torej, da pustite zgolj tekoči oziroma kremast korektor in ga ne fiksirate. In pa, kot smo že prej rekli, prsti včasih delajo čudeže, in hkrati tudi v bistvu z lastno to maščobo, ki jo imamo na prstih, malo stopi malenkost. Tako, malo poveže vse skupaj. Mogoče še to,
to, kakšni posebni trendi ličenja to jesen? Zdaj, Evajo, imamo tukaj, prosim, spregovorite, vse nas zanima. Pa evo, i ona može da kaže, ja sam siguran da naročito od COVID-a, kada je ekspanzija nege i te preparative bila ludačka, svi su kupovali kreme, alkohol, rukavice i to. Niko nije kupovao šminku, mi propado smo. Ali, posle COVID-a eksplozija. Svi se šminkaju. Ali, hoću da kažem, zadržala se ta, i to mi je drago da su žene, naročito u našem regionu, počele da vode računa o nezi. Jer džabe ti je fantastična šminka kad ti neko priđe i vidi da ti je kršći lom po faci, prelepo našminkan, ali tako reljefasta. Ja, reljefna, ja. Reljefna. Nega kože je zelo pomembna, to je poudarila že Sabrina, zdaj tudi naš gost iz Beograda, res mislim fantastično, hvala Aleksandar. Torej, pomembna je nega kože in preden si boste zaželeli imeti vrhunski make-up, pomislite na to, olajšajte delo vizažistov, predvsem pa omogočite sebi boljši končni izdelek s tem, da dobro ponegujete svojo kožo. Kot veste, imamo tudi mi DM studio, kjer lahko upravite marsikatero storitev in seveda poskrbite za vašo sijočo kožo. To je dobra osnova za nadaljni nanos make-upa. Wow, toliko enih stvari bi vaju še vprašala, ampak vem, da ni zadnji. Imamo vremena, vidimo se u Njujorku. A se vidimo? Bravo. A vala i ti bi mogla da dođeš. Pridem, če je to povabilo, pridem. Mislim, jaz nimam nič proti, tako da hvala za danes, hvala tudi tebi, Sabrina, super sta bila. Res, lepo se imejte in upam, da se kmalu spet vidimo, tako v New Yorku, kot tudi tukaj v našem DM studiu. Hvala lepa. Hvala pa seveda tudi vam, ker ste nas pridno gledali, spremljali. Verjamem, da vmes tudi nakupovali, kajti današnje ugodnosti so bile res bomba. 40-kratne točke na vse predstavljene izdelke, velja še vse to do nedelje. Ne pozabite na aktivacijo kuponov, tudi na aktivacijo tistega, ki vas lahko popelje do New Yorka in nazaj. Ja, držim pesti torej tudi za vse tiste, ki boste mogoče jutri dobili enega od 5 paketov z danes predstavljenimi izdelki, tako da danes res en kup enih lepih akcij, ki upam, da jih niste zamudili in ste jih izkoristili. Torej, tale akcija Sanski New York pa traja še do konca meseca, a ne, torej 40-kratne točke do konca tega tedna, Sanski New York akcija pa do konca meseca. Seveda pa še enkrat poudarjam, aktivirajte kupone, ki jih najdete v aplikaciji Moj DM pod razdelkom kuponi. Naslednjič se vidimo 17. septembra, tudi takrat fantastična tema. Govorili bomo o premagovanju stresa in pomembnosti spanja. Ja, zvezdice za spanke bomo vsi skupaj postali. Spanje je zelo pomembno. Skratka, več o tem 17. septembra, do takrat pa vam maham v slovo. Hvala, ker ste bili z nami. Srečno!